Kristus je. Zaupanje gre njemu le, trdno verujem Jezusu. Bog zatočišče je in moč, mi v stiskah vedno je v pomoč. Čeprav se tresejo gore, Gospod trdnjava je za me. Kristus le temelj je, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Če v srcu ni vihar besni, stojim na skali milosti. Naj se valovi dvigajo, te skale nikdar ne podro. Te skale nikdar ne podro. Kristus le temelj je, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Bog vsega. Bog vsega. Kristus le temelj je, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Ko spet prišel v slavi bo, ovenčan bom s pravičnostjo. Pravičnost, ki je iz Boga, poveril njega v Kristusa. Vsi smo odgovorni, da živimo pravično, da delamo dobre stvari na tej zemlji, tako verni kot neverni. Zadnjič, ko smo govorili o odgovornosti, smo rekli, da smo ustvarjeni, da delamo dobre, koristne stvari. Danes pa poglejmo, kaj pa, ko je naša odgovornost na testu preizkušnji. Ko ne vlada dobro, ampak zlo. Oja, bomo rekli, tega je vsak dan dovolj. Res je. Toda eden od razlogov je velikokrat, ker nismo prevzeli odgovornosti. Izzvani smo, da ostanemo odgovorni tudi tedaj, ko se okrog nas vse podira ali ko nekaterih stvari ne razumemo. Sveto pismo zelo jasno spregovori o tej temi. Poglejmo, kaj pravi prerok Habakuk v Stari zavezi.
Doklej, Gospod, bom klical na pomoč in ne boš poslušal. Vpil k tebi zaradi nasilja in ne boš pomagal. Zakaj mi daješ gledati zlo in opazuješ stisko? Pred menoj sta pustošenje in nasilje. Zato vstaja pritožba in se vzdiguje spor. Zaradi tega odmira postava in pravica ne pride do konca, kajti krivični uklepa pravičnega, zato prihaja na dan popačena sodba. Habakuk se je pritoževal, moli k Bogu, zakaj ne naredi ničesar, zakaj ne prepreči zatiranja, krivice, izkoriščanja, pokvarjenosti v Jeruzalemu. Izraelsko ljudstvo je v Habakukovem času zavrglo Božje zapovedi. V Jeruzalemu je vladala krivica, izkoriščanje. Na drugi strani pa je vse bolj grozil vzpon Babiloncev, da zavzamejo in uničijo Jeruzalem. Šlo je za težko obdobje v skupnosti verujočih Izraelcev. Na eni strani narodne in na drugi strani mednarodne okoliščine, ki so pretresale same temelje odnosa med Bogom in izraelskim ljudstvom. Habakuk kot prerok izraža pričevanje vernika, ki se sklicuje na Boga in njegovo pomoč. Na drugi strani pa v določenih trenutkih celo dvomi v njegovo delovanje, saj ne razume Božjega posredovanja v določenih okoliščinah. Prerok in tudi manjšina njegovega ljudstva, ki je bila zvesta Bogu, je bila zmedena, ko so videli naraščanje greha in vdor tujih sil. Bog pa kot da nič ne ukrene. Bog pa mu je odgovoril, da pravzaprav dela, pripravlja se uničenje Jeruzalema. Izraelci so bili izbrani od Boga, dobili so zapovedi, kako naj živijo, pa so se odločili drugače. Po velikokratnem klicanju Boga nazaj k njemu so se znova in znova upirali, dokler jih na koncu Bog prepusti Babiloncem. Prerok je celo ugovarjal, zakaj Bog dovoli, da jih bodo kaznovali Babilonci, ki so še bolj pokvarjeni od njih. Bog mu odgovori, da ne bodo tudi oni ušli kazni zaradi svoje pokvarjenosti. Ustvarjeni smo za dobro, pa se vseeno lahko odločimo za zlo. Dobili smo svobodno voljo, ki nam omogoča, da se lahko odločimo tudi za zlo. Prevečkrat pozabimo, da je naša svobodna volja tudi naša odgovornost. Kot sem že na začetku omenil, ker večkrat ne prevzamemo odgovornosti, se na žalost odločimo za zlo in ne dobro. Sporočilo preroka Habakuka je aktualno za vsak čas, saj se vsak dan soočamo z dobrim in zlim. Prerok je bil na eni strani žalosten zaradi greha, krivice, sebičnosti, ki je vladala med njegovim ljudstvom. Na drugi strani je bil žalosten, da prihaja kazen od babilonskega ljudstva, ki je bilo še bolj pokvarjeno od njih. Cela situacija je izgledala, da je vse drugače, kot je Bog obljubil njegovemu narodu, da jih bo vodil in blagoslavljal. Gospod te bo naredil za glavo in ne za rep. Samo navzgor boš šel in nikoli navzdol, če boš poslušal zapovedi Gospoda, svojega Boga, ki ti jih danes dajem, in jih vestno izpolnjeval.
težke in nerazumljive okoliščine so velikokrat nevarnost, da klonemo v svoji odgovornosti, veri in se predamo toku brez odgovornosti. Hitro v težavah rečemo, zakaj se mi to dogaja? To nima nobenega smisla. Ali ko doživljamo krivico, zlo, se lahko hitro soočamo in rečemo, če vsi tako delajo, bom pa še jaz. Potem se predamo toku, nažalost, brez odgovornosti. Ko ne prevzamemo več odgovornosti, začne naraščati sebičnost, krivica, zlo, nezvestoba. Namesto dobrega, za katero smo bili ustvarjeni, začne vladati zlo. Velikokrat se potem razočaramo vse, oblast, sodstvo, cerkev in ne vem koga še vse. Pozorno berimo Sveto pismo, kaj govori tudi o poslednjih časih. Kakšne pridejo posledice, ko ne prevzamemo odgovornosti? Jezus je svaril, ker se bo nepostavnost povečala, se bo ljubezen pri mnogih ohladila. Nepostavnost pomeni kršiti Božje zapovedi. Kaj so Božje zapovedi? Ne ljubim Boga in svojega bližnjega kakor samega sebe. Ljubezen ne prinaša hudega, ampak dobro. Jezus je svaril, da mnogi ne bodo prevzeli odgovornosti za dobro in se bo vse bolj širila sebično zlo in ne ljubezen. Apostol Pavel piše, tole pa vedi, da bodo v poslednjih dneh nastopili hudi časi. Ljudje bodo namreč samoljubni, lakomni, bahavi, prevzetni, preklinjevalci, neposlušni staršem, nehvaležni in ne sveti, brez srca, nespravljivi, obrekljivi, brez samoobvladanja, divji, brez ljubezni do dobrega, izdajalski, predrzni, napihnjeni. Raje bodo imeli naslade kakor Boga. Držali se bodo zunanje oblike pobožnosti, zanikali pa njeno moč. Tudi teh se izogibali. Pavel pravi, da bodo ljudje nespravljivi, prevzetni, samoljubni, izdajalski, brez ljubezni do dobrega. Velik izziv za vse nas je tudi danes, v katero smer se bomo obrnili, v dobro ali zlo. Ne klonimo od odgovornosti za dobro, saj je to naše rešitev in ne uničenje. Kaj je spoznal Habakuk? Kako se je odločil? Bog bo vse postavil na svoje mesto. Gospod mi je odgovoril in rekel, zapiši videnje in vreži ga na plošče, da bo hitel, kdor ga bo bral. Kajti še je videnje za določeni čas, bliža se svoji izpolnitvi in ne vara. Če odlaša, ga le čakaj, kajti zagotovo pride, ne bo zamudilo. Kar je Bog obljubil, bo tudi izpolnil, tudi če trenutne okoliščine kažejo drugače. Bog je obljubil dobro, blagoslov. Če pa tega nočemo, pride pravična kazen. Danes vemo, da je izraelsko ljudstvo moralo biti 70 let v babilonskem suženjstvu. Toda Bog jih je potem vrnil nazaj v svojo deželo in obnovil Jeruzalem. Bog vse postavlja na svoje mesto. Tudi danes smo priča, da so mnogi sužnji greha, zla, uničenja, ker niso prevzeli odgovornosti. Če ne prevzameš odgovornosti,
zapadeš v duhovno babilonsko suženjstvo, ki ponazarja greh, malikovanje, zlo, uničenje. V razodetju nam Sveto pismo odkriva, da bo Bog na koncu vso zlo uničil. Zatem sem videl drugega angela, ki se je spuščal z neba z veliko oblastjo. Zemlja se je razsvetlila od njegovega sijaja. Z močnim glasom je zaklical: padel veliki Babilon in stal bivališče demonov, prebežališče vseh nečist duhov, prebežališče vseh nečistih ptic in prebežališče vseh živali, ki so nečiste in mrske. Ker so vsi narodi pili od vina njegovega pobesnelega vlačugarstva. Kralji zemlje so se vlačugali z njim in trgovci zemlje so obogateli od njegovega silnega razkošja. Ne bo zavladal Antikrist. Njemu bo dana samo začasna, omejena oblast. Na koncu bo zavladal pravični Bog v svoji pravičnosti, zvestobi in ljubezni. Vrsta lahko vidimo, padel veliki Babilon, ki je simbol greha, zla, uničenja. Na koncu bosta padla lažna bogova, moč in bogastvo, ki zagotavljata lažno varnost. Ter govori: gorje, veliko mesto, ki si bilo oblečeno v tančico, bager in škrlat, bleščeče, okrašeno zlatom, z dragimi kamni in biseri. Zakaj v eni uri je bilo opustošeno tolikšno bogastvo? Vsi krmarji, vsi, ki plovejo iz kraja v kraj, vsi pomorščaki in vsi, ki so zaposleni na morju, so stali od daleč. Vsi mi rabimo določena sredstva, varnost, kar se tiče našega zemeljskega življenja. Tudi če je samo v njih naše upanje za preživetje, bomo nekega dne popolnoma razočarani. Prebrali smo, da bo v eni uri opustošeno tolikšno bogastvo. Ne vem, kako bo to izgledalo. Tudi to nam govori, da bogastvo ni naša varnost, niti ne moč, ki je velikokrat povezana z njim. Habakuk se je odločil, kljub nekaterim stvarem, ki v določenih trenutkih ne razume, bo zaupal svojemu Bogu. Kajti smokva ne bo cvetela in na trtah ne bo grozdja. Pridelek oljke bo odpovedal in polja ne bodo dajala živeža. Drobnica bo izginila iz staj in v hlevih ne bo živine. Vendar se bom veselil v Gospodu, se radoval Bogu moje rešitve. Habakuk je prevzel odgovornost. On bo živel naprej odgovorno, zvesto služil svojemu Bogu in se veselil v njem. Ni služil Bogu, da od njega vedno samo nekaj zahteva. Vedel je, da je Bog vsemogočen, vladar vsega, ki ima nad vsem kontrolo in samo njegova volja je popolna. Vedel je, da so trenutki težav, izgub, trpljenja, tudi on se bo veselil svojem Gospodu, ki ima zadnjo besedo. Kako smo se odločili mi? Želimo biti odgovorni, da smo ustvarjeni za dobro. Bodo naše odločitve usmerjene v dobro. Zaupajmo še naprej Bogu, tudi tedaj, ko okoliščine kažejo drugače. Zadnjo besedo bi imel in jo ima Bog in blagor tistemu, ki mu zaupa. Amen.